Dragi moji Eleni, dobrodošli nazaj na Elin kanal. Danes nas čaka true crime, ne kjerkoli true crime. Ta je res znan izključno zaradi tega, ker je toliko odštekan, toliko čudnih, bizarnih stvari se tle dogajalo. Torej, a vi poznate primer Gypsy Rose in Didi, njene mame, oskrbovalke? Veliko vas ziher pozna ta primer, so tudi redki primeri, ki ne poznajo tega primera. Še redkejši primeri so po mojih, se spomnijo vseh detajlov tega primera, tako da gremo čim prej v ta video. Če kdo hoče gledati, ima Hulu, je ta dokumentarc le serijo gor. To je resnična kriminalistična serija imenovana The Act. Torej, Gypsy Rose je bila punčka še takrat, ko se vse skupaj začne v bistvu. Marca 2008 bomo mi zgodbo začeli in ko spoznavamo Gypsy Rose, ko je ona postala slavna v bistvu zaradi tega, ker njena mami Didi jo je zelo pušala naprej nekako v vse možne medije, tako kot danes na primer odpreš, ne vem, Patreon varianta, karkoli za nekoga, ki je mogoče bolen, kar da pomoč. In tako je Didi, mami od Gypsy, tudi predstavljala Gypsy kot zelo bolano, mehno punčko. Kdor je gledal posnetke v Gypsy in Didi skupaj, je imel občutek, da je Gypsy najbolj cute, radoživ otrok, čeprav bolana, in to je en tak primer, ki pri ljudeh nenormalno veliko zbudi občutkov, pomiljujočih. Tudi mami od Gypsy Didi kot negovalka je tako izpadla kot zlata duša, angel njen in vse je izpadlo zelo harmonično. Ta postopek nekako selitve od 2005 do 2008 v ta Habitat for Humanity je pa prišlo pravzaprav zaradi tega, ker naj bi njun prvi dom v bistvu prizadel hurikan Katrina, pa ne samo to, ne samo da je prvi dom izbrisala Katrina, tudi to, da so bile vse datoteke v Gypsy Rose, torej te punčke bolane, zbrisane takrat, izgubljene in uničene, kaput, nimamo dokazov, kakšne bolezni ima in kaj je. Tole prej sta živeli v Louisiani in zdaj živita v Missouriju. Didi je trdila, da njena hči trpi za vrsto kroničnih bolezni, ki izvirajo iz kromosomske napake. Te bolezni naj bi bile mišična distrofija, epilepsija, hude alergije, astma in tudi na eni točki sem zvedela, da pa je levkemija. Gypsy je bila na invalidskem vozičku. Gypsy je imela dejansko hranilno tubo in občasno tudi kisikovo posodo, torej ful enih zadev. Pa da ne pozabimo, da je imela tudi Gypsy že do takrat in potem še ogromno operacij. Res govorimo o ogromno operacij. Tako, jaz sem slišala v intervjuju, da je rekla Gypsy, da je enkrat rekla, moram imeti res še to operacijo, če sem jih imela že 20. Torej res ogromno operacij imel ta bogi otrok. Da ne govorimo, da ste imeli doma ta pravo mehno lekarno, neskončno tablet. Ves čas je bila Gypsy na tabletih, mogla imeti ogromno tabletov, tistih za alergijo, za bolečine, za svašta, res veliko. Zdaj pa največji plot twist za tiste, ki mogoče še niste slišali za ta primer nikoli prej, ampak Gypsy Rose ni bilo v resnici popolnoma nič. Ona je bila zdrava punčka. Zdrava punčka je bila Gypsy, zdrava punčka na vozičku celo življenje, dobro se ni ostala iz vozička. Zdrava je bila. Njena mama je imela problem v glavi, oziroma tako, kot bi mi rekli, prevod je drugačen, ampak mi bi rekli, da si hipohonder, samo da si hipohonder prek nekoga drugega. In ona je bila hipohonder prek svojega otroka in hipohondri so znani po temu, da če nimajo dejanskih problemov, si jih sami ustvarijo s sekirancijo ali pa si jih preprosto izmislijo. To se je zgodilo tudi v tem primeru. Vse je bilo izmišljeno, vsi tableti so bili za brez veze, vse operacije so bile brez veze. Pa kasneje povedala, da je bila sposobna vstati in hoditi in včasih je ostala in hodila po prostoru za zaprtimi vrati, nikdar v javnosti. Ljudje, ki so opazovali njuno življenje, so preprosto vedeli, da ima punčka res dobro življenje. Saj na vozičku, ampak ima dobro življenje. Ona je spoznala, že zaradi tega, ker se je smilila določenim ljudem, tudi slavnim, je spoznala zvezdnike. Miranda Lambert je v živo spoznala, so se slikale, pohengale. Spoznala dejansko Rodota pa Sama v živo in so pač se slikali in pohengali. Take stvari, ki človek gleda in si misli, no, niti beta, ne, razen tega, da si je zelo bolana, drugače pa uživaš, kakor se le da. Zdaj, mami ne bi bila, Didi ne bi bila njena najboljša prijateljica, tudi edina, ki je bila ves čas ob njej, ostali niso bili, imela pa recimo eno sosedo, pa take manjše stike tudi zunaj mami, ki so pač zvedeli v Gypsy to, da ona je pač najstnica postala, ni bila več otrok. In so jo začeli fantje zanimati, začelo je zanimati, kako bi bilo, če bi si lupčka dala s fantom, kako je hoditi s fantom. Te stvari so jo začele zanimati, njena mami pa trdila, da ne. Da Gypsy je pa samo otrok še vedno in ima mentaliteto otroka in da pač ne morejo v njeni punčki govoriti, kot da je kakorkoli bliž ženske, ojoj, ne. Zdaj smo na februarju 2011, ko je Gypsy prvič vsaj vizualno naredila prvi poskus pobega.
neuspešen, ampak že takrat je on odkrila internet, odkrila je razne čete, odkrila je to, da se lahko pogovarja z moškimi, da lahko začne razvijati odnose in na tej konvenciji, ko je bila konvencija znanstvene fantastike, se je očitno z enim moškim dogovorila, kdo je ta moški, identiteta je neznana zaradi njega, pač ko je bilo njegova želja, logično. In sta se zmenila takrat in je nekako ušla mami, da sta se dobila v hotelski sobi, preprosto iz razloga, da bosta imela spolni odnos. Ampak v to sobo je prhrumela noter Didi. Najdla jih je, tik prejem bi se karkoli zgodilo, ali pa vmes, nisem prepričana. In kaj je Didi naredila? A videl spet surfata? Kje si? V Nemčiji sem. Kaj pa ti? Amerika. Valjda. Ja, tako je. To je Čar VPN Surfsharka, ki je tudi sponzor tega videa. Zakaj? Zaradi tega, ker ti Surfshark VPN skrije tvoj IP naslov in čisto anonimno lepo surfaš po internetu in noben ne ve, kdo si, cookie postanejo preteklost. In pol je tukaj multihopping, kar pomeni, da ni nujno, da si enkrat samo na enem serverju, ampak si lahko na dveh. Naenkrat? A to sploh pomeni, Alenka? To pomeni, da če si prijavljen na serverju nekje v ZDA, v Louisiani, ti bo pač internet oziroma računalnik ti bo verjel, da si tam, da si iz tam in dobiš vse, kar oni dobijo, dobiš njihovo bazo filmov, dobiš njihovo bazo informacij, cen, knjig, vsega. Marsikaj, ker smo v Sloveniji prekrajšani, lahko se pretvarjaš, da si iz Tokija. In zakaj se toliko ljudi odloči za Surfshark VPN? Ker prvič je proti konkurenci skoraj zastonj. Kaj cena na mesec, drugače pa spodaj klikan za vse tole, da dobiš 83% znižan in pa 3 mesece zastonj za naslednji 2 leti. Drugič je 3200 serverjev v 65 državah, bolano. In če ti karkoli ne paše, dobiš vrnen denar. Torej, kaj se je pa zgodilo v tej hotelski sobi, kaj je Didi uletela noter med spolnim aktom? Valjda kot posesivna mami uletela, predložila je dokument, da je Gypsy pa mladoletna, ker je bila dejansko, takrat mislim, da je bila... V glavnem ni bila še 21, v Ameriki moraš biti pač 21. Ampak to še ni vse, rekla je tudi, če bo še kdaj kaj podobnega želela storiti, ti bom s kladivom razbila prste. Tako da na tej točki začnemo spoznavati Didi kot ne sam, da je imela mentalno, hipohondrično, drugorazredno bolezen, ampak tudi malo psihomazohist ali nekaj. Leto 2012, kjer se začne resnična romanca pri Gypsy Rose, resnična romanca in tragična romanca, je pa zdaj smo tle, ja. Torej, Gypsy, čeprav je bila velikrat tudi prekrajšana za internet, za računalnik, da enkrat, ko jo je Didi ujela, da je si dopisovala, jo je ukradla vse ali celo razbila in jo je za 2 tedna dobesedno priklenila na poslo. Do te točke, da ne samo priklenila, tudi zvonce in naštimala povsod po hiši, da bi slišala, če bi Didi slučajno želela tam iti, pa itak na invalidskem vozičku in pa se ni mogla premikati. Ampak leta 2012, kot sem rekla, nazaj na internetu in ona gre na katoliško spletno dating stran in voilà, tam spozna moškega. Ta moški je bil Nicholas Goujon in diagnosticiran je bil, ne vem, če je takrat to že vedel, ampak zdaj vemo, da je bil avtist. Tudi ona takrat, ko sta se dopisovala, mu je lepo napisala I am no Disney princess, pač sem na invalidskem vozičku, imam milijon bolezni, In on je rekel, da mu je vseeno, ni mu bilo mar za to, začela sta to njuno ljubezensko zgodbo, ki je samo na internetu trajala 2 leti in pol. En fun fact o njemu, ki ni tako zelo fun, je to, da je bil iz Big Benda v Wisconsinu in kar vemo o njemu je to, da je enkrat uletel v McDonald's z laptopom in se je odločil, da je super ideja, da se on tam začne samo zadovoljevati v McDonald'su, gledati pornografijo in se pač sam sebe dotikati. To je bilo pač kartoteki v njemu in po mojem je to čisto zadostna informacija, da vemo, da tle bo pač potencialna katastrofa. Me taka ironija, da sta se spoznala na Christian dating site, pač can you do anything more weird? Po mnenju Gypsy Rose je bila to absurdno huda romanca, sanjala sta v snežni poroki pod baldahinom z belimi in rdečnimi vrtnicami, bila je tak cela ganjena in srečna, ker on je poleg vsega tudi pisal pesmi, skratka, cela romanca. Je pa tudi tej sosedi, katero bom še večkrat omenila, povedala zanj in pač ona to komentira kot, ja, totalna iluzija, vse skupaj zgledala, ampak ni ful resno tega vzela, da znam cela štala. 2014, torej, to sosedo sem že omenila, njeno ime je Aliyah Woodmansey. Tukaj je Gypsy prvič zaupala ne samo, da ima tega fanta, da je zaljubljena, ampak da tudi načrtuje ta pobeg. Poleg pobega je povedala tudi, da ima ta seks debate, glavnem online seks, ampak da ni bil to čisto mogoče navaden seks, ampak tako hard seks. BDSM je bil, ok, ja. Next level.
spoznala na Christian dating site in poj imata online BDSM seks in načrtujeta pobeg. What happened? Skratka, ta soseda pove, da jo je sicer želela na hitro pregovoriti, naj tega ne počne in da to mogoče nima smisla, ampak ni pa svet tega tako resno jemala, da bi dala svojo energijo v to in je pač pustila laufati stvari. Marc 2015 se Gypsy in John odločita, da je super ideja, da ker bi bilo verjetno Didi tragično grozna ideja, da sta se online spoznala, ker veste, koliko je to sovražila, zaradi tega je grozila, zaradi tega je tepla, zaradi tega je zaklepala na poslu in v sobo. Nista upala povedati jasno, da sta se tam spoznala, ampak sta rekla, dejva se fake prvič srečati v kinu, ko je šla dejansko z Didi, je šla gledati Gypsy neko pepelko. In ne bi se tam z Johnom po nesreč bump into each other, in zaigrala, da se takrat prvič srečata in upata, da pač mami vidi to in jih sprejme. Valjda ni šlo čez, bila je tragedija. Mislim, ni bilo nič drastičnega, razen tega, da Didi preprosto res ni handlala Johna, grozen je bil, ni bil všeč. Ima je pa vseeno uspela ena stvar, en mini pobeg, jasne je Gypsy, zakaj prva stvar, na katero pomisliš, ko je nekam seksati, tam, ker sta šla v kopalnico, tam v kinu seksati in tam je tudi, to je potem kasneje v intervjuju povedala, da je uspela izgubiti nedolžnost takrat z Johnom. Bravo. Gypsy potem kasneje opisuje, da je bil to večtedenski prepir zaradi Johna, ker očitno je potem resnico povedala in jo je zmerjala s prasico, kurbo, vsemi najhujšimi stvarmi, ker popolnoma verjamem, če je tepla in vse to valjda jo tudi zmerjala. Po besedah Gypsy same se je po tem dnevu, ko je šlo vse tako narobe, po tem zmerjanju se je odločila, da edina opcija, edini way out je to, da mora Didi umreti in takrat je z Johnom začela planirati umor. Junij 2015 je ta tragičen mesec, ko je John odpotoval v Missouri, se pravi tam, kjer sta oni živeli, in je počakal v enem motelu, je pač najel sobo in čakal na sporočilo od Gypsy. Gypsy je bila doma z mami, normalno, in je preprosto čakala, kdaj bo šla mami spat. Očitno je imela ritual, da je šla vsak dan spat in je počakala, da se to zgodi. Gypsy je bila takrat v kopalnici, napisala sporočilo Johnu in rekla, da Didi spi. Takrat je John prišel. Gypsy še vedno trdi, da ni verjela, da se bo to zgodilo, ampak te okoliščine, to se je zgodilo. John je prišel, šel direkt k Didi, kjer je spala in jo začel zabadati. Morate si predstavljati, na drugem koncu v kopalnici je Gypsy, ki to vse sliši, sedi na invalidskem vozičku, za katerega ve, da ji ni treba noter sedeti. Še vedno zdaj v intervjujih. Priča, da jo je potem mami začela klicati. Njeni kriki niso bili baje tisti kričeči iz grozljivk, ampak bolj začudeni. In je vedela, da je Gypsy doma in je dejansko klicala njeno ime in da Gypsy to razloži kot, da se je dejansko počutila priklenjeno, kot da ne more vstati in si na eni točki noro želela pomagati. Tako da, če mene vprašaš, je čisto popolnoma lepo pustila, da John to spelje, ko je končno videla, da dejansko bo to spelo. Zakaj? Zaradi tega, ker sta ona dva pošla v sobo Gypsy, v sosednji sobi je bilo truplo, zabodene v trebuh večkrat Didi in sta seksala. Seksala sta v Gypsyni sobi. Potem sta ubila njeno mami. Tako da po mojem s to informacijo, pa zdaj razumem, da so bila into BDSM pa vse najbolj te fukjene fore, ampak še vedno si lahko predstavljate neko, kako fucked up je ta primer. In zdaj Gypsy. Ne, vas sem že kakšen klip pokazala, če ne, zdaj to poslušajte. Victor, please. And I said, Victor, will you please come kill my mother for me? Because I can't do it myself. Ja, ne. Glas, za katerega ne moreš verjeti, da ga je odrasla ženska sposobna sproducirati in ona je imela ta glas vse od otroštva do poznih let. Ne vem, je to podzavestno, ker jo mami vse čas imela za majhno punčko, ali dejansko vse čas ima ta glas, kada je vdahnila heli. In potem skupaj daš to, plus psihomami, plus psihofanta, plus ta malo, ki je psiho že posledično zaradi vsega, ker se je zgodil. Ta zgodba se še nadaljuje in rata še večkrat bolj fukjena. 14. junija 2015, torej 2 dni po vsem tem, je Gypsy uspelo ujeti bus do Johnovega doma v Missouriju. In kaj se je zgodilo? Na Facebooku od Didi so se začela pojavljati sporočila, ki so rekla, ta prasica je mrtva. Prerezal sem tistega debelega prašiča in posilil njeno ljubko nedolžno hčer. Njen krik je bil tako prekrasno glasen, lol. To je bilo napisano na profilu od Didi. Sosedi in prijatelji in tisti, ki so jo podpirali, so se valjda začeli spraševati, kaj se je zgodilo, z jih je nekdo udaril v profil. Meni je bizarno, da sta ona dva na ta način pristopala,
Ampak potem kasneje Gypsy pove, da sta to naredila iz razloga, da bojo vseeno najdel njeno truplo čim prej, da bo šli preveriti, kaj se dogaja, ker je Gypsy ratal bad. Jaz to itak ne morem verjeti, ker tle je vse toliko zblojeno, toliko čudaško, toliko psiho, da pač mi ne pomeni prav veliko, kaj ona reče. Saj se mi smil po eni strani, ker je imela toliko fucking life, ampak moraš biti tudi nekaj v sebi, da ti rata to vse narediti, mislim. V glavnem, so najdel njeno truplo, hvala Bogu, potem dokaj kmalu, kao Gypsy si želela, da najdejo in da je čim prej pogreb, ampak nista pa tako daleč razmišljala, da bo policija takole izsledila IP naslov računalnika. Zato je VPN star. Če bi VPN Surfshark imel vklopljen, by the way, spot še enkrat opomnik, da si pogledate te stvari. Če bi ga imel vklopljenega, pač ne bi sledila vašega IP naslova in ne vedeli, s kje ste in kdo je to napisal, ne? V tem primeru so vedeli. Skratka, long story short, ker bo že tako dolg primer. Gypsy je dobila 10 let in pa, mislim, zaradi tega, ker je bila tako umor druge stopnje varianta, on je dobil doživljenjsko brez možnosti pogojnega izpusta. Ona, vem, da je pa ogromno intervjujev delala, lahko najdete gladko posod po YouTubu, ker je tudi z Dr. Philom, pa razni znani intervjuje, ABC, BBB, vse to, ker je splošno znano. Ono je, kako mirno o tem govori, pač preprosto sedi, govori v nežen glasek, razlaga, da se je zgodilo včeraj, pa vse tako pove, zveni, da bo se noro po prvič povedala, ne vem, kaj je res, kaj ni, ampak tako prav bizarno je spremljati to, kaj se dogaja. Imamo pa tudi posnetke na točki, ko jo policija izprašuje in gladko še vse popolnoma zanika na začetku, kaj se je zgodilo z mojo mami, a res, kaj ne povejte mi, ne vem. Policaj je tako rekel, sam nehi, pač Gypsy vemo, vse vemo, sam povej, ko je bilo, veš, ono. Skratka, tako smo tudi prišli do konca tega videa. Upam, da je bil všeč. Spot link do VPN Surfsharka. Na tej točki vas zapuščam. Komentirajte, kakšen je bil primer, pišite mi nove primere. Pa pridni boste, radi se imejte. Aj, čau.